Novo leto, nov začetek. Lani sva takle čas posnela video posnetek, katerih zaobljubo bi se bilo dobro držati za zdravo 2020, pol se je pa zgodil nekaj čist nepričakovanega. Korona. Evo, leto je naokoli, pa smo še vedno tukaj. Misliva, da v letošnjo novo leto vsi skupaj stopamo z nekim takim bolj previdnim optimizmom, vsem pa lahko poskrbimo, da si z novoletnimi zaobljubami krepimo zdravje. Živijo spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu predstavlja vsebine iz področja laboratorijske diagnostike, s čimer se midva ukvarjava poklicno in pa objavljava tudi druge vsebine, povezane z zdravjem in pa različnimi boleznimi, prehrano, prekomerno telesno težo in pa podobno, s čimer se pa ukvarjava ne samo v službi, ampak tudi zasebno. Če redno spremljate ta najen kanal, potem veste, koliko težav ima Bija. Veste pa tudi to, da je veliko svojih težav si uspela omiliti ali pa celo odpraviti, s tem, da je svoje zdravje vzela v svoje roke. Midva namreč trdno verjameva, da za svoje zdravje največ lahko naredimo prav mi sami. Tako da teh nekaj vidikov, ki jih bova predstavljala v nadaljevanju, bo prav prišlo tudi vsem tistim, ki se ne držite več novoletnih zaobljub. No, za pozitivne spremembe je pa vedno pravi trenutek, sam pač odločiti se je treba. V tem videoposnetku vam zato predstavljava nekaj vidikov zdravja, na katere lahko vplivate sami in za katere vam svetujeva, da jih čim prej vključite v svoj vsak dan. Če ne drugače, pa obliko novoletnih poznih zaobljub za 2021. Pa dajmo zdaj pogledati teh 5 vidikov zdravja, na katere lahko vplivamo sami. Logično, da bo na prvem mestu hrana, zaradi tega, ker brez nje ne preživimo. Ampak pravilna prehrana je res najpomembnejši dejavnik zdravja, ne samo z vidika preživetja, ampak tudi izogibanja bolezni, dobrega počutja, s pravilno prehrano lahko pa tudi bolj izgledamo. Kaj pa pomeni pravilna prehrana? No, tukaj nažalost ni nekega univerzalnega odgovora, oziroma je ta mogoče čist preveč splošen, se pravi, jejte zmerno, pretežno zelenjavo, ampak vsi tisti, ki ste zdajle doma, imate morda čas razmisliti o svojih vsakodnevnih izbirah, čas, ki ga sicer nimate, dajte pogledati, kaj jeste, dajte ugotoviti, kaj vam odgovarja, predvsem pa dajte ugotoviti, kaj vam ne. Pravilna prehrana je v bistvu tista, ki ustreza vašemu zdravstvenemu stanju in pa življenjskemu slogu. Na vas pa je, da ugotovite, katera to je. Midva sva se tega iskanja lotila z pomočjo teh najinih izzivov, se pravi, preizkušala sva različne diete, njihove učinke pa sva preverjala z laboratorijskimi izvidi. In na ta način sva ugotovila, kaj je optimalno za naju, tako z vidika zdravja, kakor z vidika počutja. Ja, pa še Bija skušala. Hvala eno. Na nekaj teh različnih načinov in pa možnosti za spremembo prehranjevanja sva objavila tudi že v kakšnih prejšnjih videoposnetkih, lahko si pogledate tudi tiste, če jih še niste. No, ker je pa prehrana ta prvi steber zdravja, na katerega pač lahko vplivamo, je najina prva zaobljuba za 2021, da bova pojedla več rib. Oziroma še več rib. Ribe so zdrave, midva jih imava pač tudi zelo rada in jih že zdaj poskušava jesti vsaj enkrat na teden. Če vam pa ni do rib, pa dajte jih poskušati mogoče zakamuflirati ali v kakšen namaz, pa tudi če boste mogoče kdaj namesto pohanega dunajca naročili pohanega osliča, je to za začetek tudi že nekaj. Je korak v pravo smer in zato šteje. Poleg hrane pa bi v isti točki omenila tudi vodo. Če še vedno za žejo pijete sladke sokove, potem je letos res skrajni čas, da presedlate na vodo. Ljudje smo velikokrat dehidrirani, pa tega niti ne opazimo, tako da dajte res paziti na to, da pijete dovolj vode. Odvajanje od soka in pa gaziranih pijač bo pač trajalo nekaj časa, pri tem pa vam bo najbolj pomagal čaj, seveda, če bo brez sladkorja. Premalo pijete tudi takrat, če imate preveč kil, zaradi tega, ker tekočino dobite s hrano. Lahko si zdaj greste po en velik kozarec, vse bova tudi midva počakala. Kaj pa najina zaobljuba? Midva že zdaj pijeva veliko vode, ampak ne pijeva pa nič alkohola. Upam sicer, da bo tako tudi ostala, ne? Je pa mogoče najina zaobljuba za 2021, pa to se je zmislil Aleš, da bi si vseeno občasno privoščila pa tiste en kozarček rdečega vina tu pa tam. Zakaj? V rdečem vinu je namreč kar nekaj koristnih antioksidantov, ta zmernost pa ima v bistvu pozitivne učinke tudi na zdravje.
Če torej uredite prehrano in pa pijačo, da je ta čim bolj raznolika, barvna in pa predvsem paše na vaše zdravstveno stanje, boste načeloma dobili dovolj vitaminov pa mineralov, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje. No, vseeno pa se nam lahko zgodi, da nam nekaterih vitaminov pač primanjkuje, ker jih je mogoče težko v zadostni količini pridobiti s hrano, kar si tudi ti poskušal že v enem izmed videoposnetkov. Govoriva o vitaminu D. Tega nam predvsem v zimskih mesecih res rado primanjkuje, zato ga je dobro nadomeščati, pa dajte si mogoče poiskati en dober vir tega vitamina. Tudi spanje je nekako taka čisto samoumevna stvar, zato ker vemo, da je nujen za življenje. Ampak vseeno, a spite dovolj? A imate urejen ritem spanja? Se ponoči zbujate, premetavate in ste zjutraj utrujeni? Spanec je res nujen za normalno delovanje našega živčevja, posredno pa tudi uravnava delovanje celega telesa, se pravi telesno temperaturo, izločanje hormonov, imunski sistem, telesno aktivnost in tako naprej. Slab in neurejen spanec je lahko simptom ali pa posledica marsikaterega boleznega stanja. Problem pa nastane, ko nas slab spanec ne pokvari le noči, ampak tudi naslednji dan. Zaradi neprespane noči se zato pojavlja utrujenost, motre koncentracije, spomina, razdraženost in pa čezmerna dnevna zaspanost. Vidite, jaz tudi nisem dosti dobro spal. Kako poskrbeti za kakovosten spanec in zdrav spanec, sva vam tudi že povedala v najnih videoposnetkih. No, midva res poskušava vsak dan dobiti vsaj tistih 7 do 8 ur spanca, ker na ta način se zjutraj zbudiš spočit, pa si tudi pripravljen na nove izzive. No, tudi pri spanju pa je treba ugotoviti, kaj je tisto, ki je za vas optimalno. Se pravi, to boste težko ugotovili, če ne poskusite. No, vem, da si marsikdaj sicer zjutraj težko privoščimo, da bi še malo potegnili, ampak lahko pa gremo vsi prej v poslo. Pa brez skrbi, vse tisto na Facebooku pa Instagramu bo tudi naslednji dan vas počakalo. Zdaj bi pa še nekaj prosila vse te gospe, ki gledate tele videoposnetke in ki vaš partner smrči. Kaj naredite, da se naspite? Ker to je pri nas nova situacija. Prosim pomoč v komentarjih. Pa pošle že na kavč in to je to, ne? Ja, zakaj pa ne bi šel ti na kavč, če ti smrčiš? Še par let nazaj sem vedno kar zavijala z očmi, če bi je kdo rekel, da bi se mogla več gibati. Sploh nisem imela občutka, da sem premalo aktivna, kljub temu, da sem bila praktično cel dan na riti. No, danes pa vidiš razliko v zdravju in počutju zaradi gibanja. Telesna aktivnost res pomaga pri marsikateri bolezni, krepi pa tudi fizično moč in pa samozavest. Saj razumem, če vam telovadba ne diši, saj tudi mene nikoli ni. Pa dajte mogoče raje poskusiti s kakšnim daljšim sprehodom ali pa hitro hojo. No, v pomoč vam bodo pa tudi pametne urce, ki merijo korake in telesno aktivnost, kot da pa kar malo tekmujete sami s sabo. Midva sta sicer zaradi dane situacije in pa zaprtja oba ostala brez telovadbe in še zmeraj komaj čakava, da se vse nazaj odpre, ampak vseeno sva se trudila biti aktivna med korono, odkrila sva nove sprehajalne poti v bližini doma, sprehod v naravi pa tudi pomirja. Pa nisem si mislil, da bomo v Ljubljani srečali toliko enih zajcev pa srn. Zaradi gibanja in pa telesne aktivnosti boste pa lažje tudi uredili prejšnjo točko, se pravi spanec. Pa ne bodo te cilji za gibanje za začetek majhni, da se vam ne bo takoj vse skupaj zamerili. Ne si reči, da boste šli 3-krat na teden teč, če vam sploh ni doteka. Dajte si mogoče postaviti male cilje. Pejte peš po opravkih, pejte po stopnicah namesto z dvigalom, pejte s kolesom na tržnico, pobirajte mogoče eno pa po eno stvar iz tal po stanovanju, tako se boste počasi navadili na gibanje, mogoče ga boste pa tudi vzljubili. Če se spomnite, sva rekla, da za svoje zdravje največ lahko naredite sami. Kako? S tem, da popazite na prehrano, vodo, spanec, gibanje, no vsake toliko pa je skrb za zdravje treba prepustiti tudi strokovnjakom. Saj svoj avto tudi redno vozite na tehnični pregled pa na servis, kaj pa sebe, kdaj ste bili na zadnjem sistematskem pregledu. Obstaja cel kup enih zdravstvenih programov, ki si jih lahko udeležite tudi brezplačno. Dora, Zora, Svit, pa tudi razne referenčne ambulante. Zakaj ne bi šli, če že imate to možnost? Ti ostiš dosta razumnega za prostato. Še ne 15 let mi manjka. A bež. No, dobro je pa tudi, da poznate nekatere svoje parametre, recimo kakšen je vaš krvni tlak, pa puls, pa tudi recimo kako izgleda vaša normalna krvna slika, vrednosti hemoglobina, železa, holesterolov. Zakaj? Ker na ta način boste vedno vedeli, kdaj vaše vrednosti odstopajo od normale.
Midva sva pri koritu in recimo moja zaobljuba za 2021 je bila to, da se nam za vsak drek kar naprej nekaj špikov pa preveril noter, kaj se dogaja v krvi. Zato, ker načeloma vem, kdaj sem bolan, pa kaj se dogaja z mojim telesom. Bom pa namesto tega šel z zobozdravniku, da mi zafila tisto plombo, ki mi je padla po moje že na 10 let ven. Jaz ne bom šla s tabo. Naučite se poslušati sebe, svoje telo in ne ponavljajte več stvari, ki vam ne odgovarjajo. Poskrbite tudi za urejene odnose doma, poslušajte vaše bližnje, se boste tako mogoče opazili in prepoznali stisko zaradi situacije, ki je marsikoga pahnila v res obupne razmere, pa o tem ne zna ali pa ne zmore govoriti. Poskusite se tudi motivirati za naprej. Nihče vam ne bo kar sam prižgal lučke na koncu tunela, zato si morate sami. Nihče ne ve, koliko časa se bomo še spopadali s to situacijo in vsakmu izmed nas je bilo v trenutni situaciji nekaj odvzeto. A je to druženje s prijatelji, z bližnjimi, finančna stabilnost, neka možnost potovanja, rekreacija. In zato je toliko bolj pomembno, da ostanemo motivirani, si naredimo neke sezname, cilje in pa plane, ki se jih potem tudi držimo. Midva bomo za vas držala tudi pesti, da vam rata. No, tudi najo je strah in morava hudo iskati motivacijo, da posnameva tale video, poveva kaj pametnega in spodbudnega na tem kanalu. Kadar nam je pa težko, se pa je treba malo ustaviti, narediti en reset in res začeti pri osnovah. In te osnove so vedno prehrana, voda, spanec, gibanje in pa preventiva za zdravje. Saj veste, če nimate zdravja, nimate nič. No, še pa je čas za nove zaobljube. Vse poznate tisti rek, imamo, kakor si naredimo. Pa dajmo si narediti 2021 res maksimalno dobro, kakor se da. Upava, da boste v tej situaciji res tudi vi ustvarili čim lepše leto, ki je pred vami. Midva se zato z novimi idejami in pa tudi delovnim zagonom vrača v laboratorij. Zato se vidimo naslednjič, vi pa kot še vedno še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau.